Malo počakala, ker ponavadi dvakrat pozdravljam pol. Evo, živijo, en lep pozdravček, ko sem v skupini Čarobno telo. Evo, danes se vam javljam z enim takim zanimivim liveom oziroma razmišljanjem, ki vas bo mogoče usmerilo v neko drugo smer, vam dalo neko drugo perspektivo. Glede torej bolezni, mi takoj, ko pač nekaj zbolimo ali nekaj naše telo ne deluje na tak način, kot naj bi, gremo takoj v napačnost tega. In to je zaradi tega, ker smo bili pač preprosto tega naučeni. Torej že od malih nog, če karkoli se z nami dogajalo, je bilo tako, wow, panika ali pa nekaj, to je narobe, bla, 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 kaj je, gremo sem, gremo tja, gremo k zdravniku, Pravzaprav smo bili skozi zaznavali to napačnost v svetovih drugih ljudi, v zvezi s tem, kar se dogaja s telesom. In torej pač to vprašanje, kaj če bolezen ni napačna, to sem pač v pogovor z eno stranko, pravzaprav mi je ona rekla, kaj če bolezen ni napačna, sem rekla, to bi bil pa ful dober live za našo skupino. In ja, torej, če gremo v napačnost, česarkoli, kar se z našim telesom dogaja, torej to napačnost je sodba, In takoj, ko mi naredimo sodbo, torej to je narobe, to je napačno, to se ne bi smelo dogajati, v naše zavedanje ne more nič drugega priti kot to, kar smo mi že sodili. Torej, sam, koliko je to vse narobe, koliko je to napačno in pač enostavno, da se to ne sme dogajati. Nič drugega ne pride v naše zavedanje. Okej, in prva stvar, ki je tukaj, da prenehamo soditi te stvari. Ker morate vedeti, da tudi sodba, kaj sodba naredi? Torej sodba dejansko to še bolj strdi, še bolj utrdi to, kar je, in se to ne more spremeniti, zato ker to strdimo. Torej prva stvar, ki jo, torej lahko je pač več stvari, ampak prva, mislim, jaz tako predlagam, da najprej to, da dejansko nekako pridete do dopuščanja tega, karkoli je to, ali da pač spustite bariere, karkoli se dogaja, pač glede tega, karkoli se dogaja v vašem telesu, ali pa enostavno to naslovite z zanimivim pogledom. Torej to je eno orodje, ki ga uporabljamo v Accessu, da pridemo do dopuščanja. Torej, imate bolečino ali ne vem, karkoli so vam rekli, da imate, oziroma še ne veste, kaj je, zanimiv pogled, da imam takšen pogled. Zanimiv pogled, da imam takšen pogled. Zanimiv pogled, da imam takšen pogled. Vedno malo vmes počakajte, da vidite, če se kaj energija spremeni, te sodbe, ki imate do tega, in pol nadaljujte. Torej, zanimiv pogled, da imam takšen pogled. Zanimiv pogled, da imam takšen pogled. Zanimiv pogled, da imam takšen pogled, in to ponavljate, dokler enostavno se ta energija, te sodbe, te nekega opiranja, nekega odzivanja, strinjanja, pridruževanja ne razblini, ne raztopi. In šele tukaj, torej, ko ustvarimo dopuščanje glede te stvari, tukaj pa sprememba mogoča. Torej, ko vedno vedite, iz prostora dopuščanja, ko ni ne prav, ne narobe, ne pozitivno, ne negativno, ne dobro, ne slabo, tam potem ustvarimo prostor na ta način, da se stvari lahko začnejo spreminjati. In tudi še ena stvar, dejansko iz tega prostora dopuščanja lahko zastavimo vprašanje, ki nam bo dalo zavedanje, kaj se resnično dogaja z našim telesom. In tu imamo cel kup enih vprašanj, ki si jih lahko zastavimo, ampak zdaj ne bom šla vsa ta vprašanja, lahko si pogledate veliko vprašanje, ne vem, na desetine videov je pod zavihom tukaj v tej skupini videi in tam jih pogledate, ampak jaz bi tako, v bistvu eno od vprašanj, ki je tako univerzalno, je, kaj je to? Torej, ko se vprašate, kaj je to, da ne greste k zaključku, da takoj ne postavite diagnoze, takoj ne definirate tega, ko vprašate, kaj je to, dejansko se odprete, pač s tem vprašanjem odprete svoje, kako bi rekla, sebe, zato da pride lahko do vas zavedanje glede tega, kaj se dogaja. Okej, to je ena stvar. Potem druga stvar je, kako to spremenim? Resnica, lahko to spremenim.
oziroma če je tukaj pa na to vprašanje resnica, lahko to spremenim, če je tukaj neka lahkotnost, to pomeni, da je to vaša resnica. Če nekaj povzroči, da se počutite ob tem lahkotno, to vaša resnica, medtem ko teža pomeni, da pač ne morete spremeniti v tem trenutku. In potem, če je lahkotno, torej če lahko spremenite, kako to spremenim. In vas bo enostavno sama energija tega vprašanja vas bo vodila do pač načina, na katerega lahko to spremenite. In torej iz dopuščanja dobimo zavedanje. Morate vedeti, da s tem orodjem zanimiv pogled, da imam takšen pogled. To je dejansko bolj, ko ste v tem zanimivem pogledu, bolj, ko boste uporabljali to orodje za vse svoje poglede, ki jih imate, sodbe, ki jih imate, bolj boste zavestni in bolj boste delovali iz zavedanja. In torej, kaj pravzaprav, mislim, bolj boste zavestni, bolj boste delovali zavedanja in bolj boste prejemali, torej prejemanje gre ne samo fizično, ne materialno, ampak dejansko gre za prejemanje vseh informacij, ki so na voljo. In zavedanje ni treba, da je pravilno, napačno, zavedanje sam je. In ko delujemo iz zavedanja, ko dobimo to informacijo, potem nam to lahko napoti naprej. Prva stvar je lahko, da se bo ta naša stvar, ko nekaj zavestimo, se bo lahko spremenila, ne bomo več pod vplivom tega, ker tudi to morate vedeti, če delujemo iz neke laži, torej če damo si neko diagnozo, oziroma nam dajo zdravniki neko diagnozo, pa dejansko ne gre za to, torej delujemo iz neke laži in bomo pod vplivom tega. Če si priznamo resnico, torej kaj dejansko se resnično dogaja, potem ne bomo več pod vplivom tega. In mogoče eno izkušnjo pač delim zdaj lahko tudi z vami, torej kaj se je zdaj z mano dogajalo v novembru. V bistvu izgleda, kot da sem imel vse žive bolezni, vse, kar je bilo možno, napadli, pa jaz nisem tako običajno, ni nobene stvari, mislim tako kao bolezni. In pol v bistvu sem bila tako ful vprašanja, pač neke stvari sem si prav skreirala s telesom, sem prav telo vprašala, če lahko skreira, a to mogoče v kakšni drugi priliki bom o tem govorila. No, ampak tako nasplošno, se mi zdelo šit, vse me nekaj napadli, vse živo imam. In pol sem se spraševala, kaj je to blasno v tem vprašanju, in potem, kot pač gledaš, ne vem, po Facebooku ali pa kje druge, sem našla en video od ene druge facilitatorke, ki je pač nekaj govorila, in je rekla, moje telo mutira, in sem rekla, to je to, a ne? In sem se samo vprašala, ok, moje telo mutira. In je bilo tako, ja. Torej morate vedeti, da dejansko zdaj gremo res skozi eno tako zelo, zelo naporno obdobje, tudi pač energijsko, tudi naporno obdobje za naša telesa. In pač energije se spreminjajo na tem planetu, dejansko zavest se viša in mora vaše telo iti v skladu s to povišano zavestjo, mora iti v skladu, torej bitju se povečuje zavedanje, mora telo nekako iti v skladu s tem tudi z bitjem, ne? In zato lahko vaše telo mutira. Torej, to je pač, ne bom rekla, da to zdaj za vse velja, ampak je lahko ena od stvari, ki se dogaja. Potem naslednja stvar je, začnite se spraševati, kaj prav tukaj pa tega ne dojemam. Torej, če imate karkoli, kaj prav tukaj, česar ne dojemam, kaj je vrednost tega, kaj ljubim pri tem, kaj je darilo tukaj, kakšne možnosti so tukaj. Torej, vsa ta vprašanja vam bojo dala dejansko zavedanje o tem, po čemer sprašujete. Ne pa v glavo in začeti razmišljati, kaj je prav tukaj, ampak sam boste ozavestili, okay, kaj je darilo tukaj. Če boste v tem vprašanju, če vas bo res zanimalo, če boste radovedni, boste ozavestili, kaj je darilo tega. In kolikrat smo pravzaprav priča ljudem, ki, ne vem, so šli čez neke bolezni, neke pač težke, kako bi rekla, ja, težke bolezni, in so rekli, da je to bilo eno od največjih daril v njihovem življenju, zato ker ali so začeli popolnoma drugače živeti, ali so ozavestili ful nekih stvari o sebi, o svojem telesu, o svojem življenju, so se končno spočila, ne? Koliko od vas si tudi kreira neke stvari s telesom, da se lahko končno spočijete, zato ker si drugače vzamete časa za počitek.
Ne, in imate pravzaprav bolezen kot neki izgovor, zdaj pa končno lahko ležim, ne, pa ne vem, 3, 4 dni, 5 dni, 10 dni ležim. Ne? In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemet pa pokolne Shorts, Boys and Beyonds. A ja, zdaj vidim, da nekdo pravi, samo jaz tako slabo slišim. Ne vem. Jaz sem si danes dala slušalke glih zaradi tega gor, da ne bi toliko odmeval, ko ponovadi odmeva. No, napište, če ne slišite. No, pa, ja, kaj še? Torej, lahko nam da to pravzaprav tudi nekakšen drugačen odnos do našega telesa, ne? Da dejansko nekako tudi začnemo drugače komunicirati s svojim telesom. In, ali pa naprimer se aktualizira nekaj, po čemer smo že dolgo spraševali, ampak nismo našli nekega načina, na kak način bi to aktualizirali. Recimo, jaz kar sem imela, torej ena stvar je bila tudi, da sem imela ful neke prebavne probleme, neke črevesne zadeve in pa se tega skreiral še uroinfekt in kaj je bilo, a ne, dejansko pač zelo mi ni pasal nič jesti, nisem nič jedla, ne vem, 10 dni. In sem shujšala, pravzaprav tisto, kar sem že ful časa potem spraševala in ja, se zdaj ful bolj počutim. Tako da, kaj če res ni to napačno? Kaj če dejansko s tem kreirate nekaj, po čemer odzadaj, po čemer resnično sprašujete? In torej še enkrat, če ne greste v sodbo, če ne definirate tega, kar se z vašim telesom dogaja, boste dobili zavedanje. Boste dobili zavedanje, kaj je prav tukaj, pa tega ne dojemate. Kaj je darilo? Kakšne možnosti so tukaj? Živjo vsem, ki ste tukaj in vsem, ki boste tudi poslušali to pol kasneje. Ja, torej, kaj bi bilo potrebno, da tudi s svojim telesom ves čas delujete iz zavedanja, oziroma ne iz zavedanja, mislim, ja, iz zavedanja, oziroma iz vprašanja, ki vam bo dalo zavedanje, ker vaše telo ima svojo zavest, ne, jaz zdaj tudi, mi smo imeli zdaj pred kratkim 30 dni onkraj udobne razdalje s sabo smo imeli spletna srečanja in o moj bog, to je bilo res na trenutku je bilo tako neudobno in veliko od udeležencev, vključno z mano, je dejansko ful zmanjšalo svojo udobno razdaljo s telesom in jaz mislim tako, zdaj se dobesedno s telesom pogovarjam na ta način, kot bi se pogovarjala z eno prijateljico, sprašujem, ti to paše, to ja, ne, razne stvari ga sprašujem in dejansko to informacije od telesa, ki prihajajo, torej od tega zavedanja, ki ga ima telo, so wow, neverjetne in mislim tako prav, tudi tako jasne in kaj bi bilo potrebno, da ne zanikate, ne zavračate tega zavedanja, ki ga ima vaše telo oziroma da posežete po tem zavedanju, ker vaše telo je dejansko ima več zavesti kot vi, kot bitje lahko, ne? Je bolj pametno kot vi, kot bitje in v velikih primerih, a ne? In je lahko vodnik do marsikatere zadeve v vašem življenju, za katere vi mislite, da je neka skrivnost ali ne vem kaj. Naša telesa so res čarobna, so totalno darilo, ampak pač zaradi teh vseh, kako bi rekla, načina izobraževanja v našem pač tem življenju, ne, nikoli dejansko do tega, nihče nam nikoli ni tega predstavil in zato mislim, da je to kar nekaj, da to je, to kar, a ne, včasih, mogoče, mislim, zdaj ne bom govorila za vse, eni so tako, eni bolj poslušajo svoje telo, eni čist nič, a ne, in odvisno, a ne, ampak če bi nam nekdo recimo že od malih nog govoril, ja, poslušaj svoje telo, ampak od malih nog nam že govorijo, ne smeš tega, ne smeš tega, ne smeš tega, obleči se tako, ne smeš to obleči, kaj, pojdi spat, zjutraj kdaj se moraš vstati, bla, 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 ne, in dejansko na ta način pol tudi se odklopimo od tega vedenja svojega telesa, ampak zdaj, ko to vemo, ko to ozaveščamo, lahko to spremenimo, lahko začnemo drugačne izbire delati, tudi v zvezi s tem, da ne gremo takoj v neko paniko, karkoli se s telesom dogaja, ampak da začnemo spraševati telo, da smo v dopuščanju tega
in začnemo spraševati in bomo dobili zavedanje. In jaz telesu pa tudi rečem, glede določenih stvari, ok, telo, zdaj pa pač nehi pretiravati, zdaj pa nehi, to smo skreirali, zdaj pa dosta, ne. In tvoje telo reče, ok, pa v redu, pa dost. Ne, tako da lahko ste tako, imate tak odnos lahko s svojim telesom kot pač z enim partnerjem, pač nekom, ki skupaj kreirata. In ja, vaše življenje, mislim, oziroma vaše telo, naj bi vam pomagali soustvarjati vaše življenje in bivanje, ne? Ampak če ga imamo tako, pač tam nekaj, ne? Ali pa sploh nikoli ga nič ne vprašamo, telo ne poraja takšne energije, ki bi prispevala k kreaciji vašega življenja in bivanja. Tako da začnite tudi vključevati svoje telo v kreacijo svojega življenja. Evo, jaz mislim, da je to, torej poanta ne delati bolezni napačne. In meni je tako, v angleščini je ful dobro, ko bolezen je this is, a ne, torej je neka nelahkotnost v telesu. In kaj pa, če gremo tudi čez to nelahkotnost v telesu, zato da pol pridemo do nove lahkotnosti. Ja, to so razna vprašanja, ki si jih lahko zastavljate in res, ko si priznate nekaj, ko ugotovite, kaj je vaša resnica, kaj je resnica za vaše telo, pa niste več pod vplivom tega. In še eno vprašanje, ki ga lahko tudi uporabite, ki je meni tako velikokrat ga uporabim, torej, česa se zavedam. Če bi si to priznala, bi se to vse spremenilo. Ker ste zavedajoča bitja, torej vi se zavedate in večina od vas si sploh ne priznava, koliko se zavedate. Vaše telo vam daje skozi informacije o telesih okrog sebe, lahko v telesih, ki so na drugi strani planeta. Ne, odvisen, ne. Imamo tudi takšno zavedanje, se lahko zavedamo tudi ljudi na drugi strani planeta, njihovih teles. In če si boste zastavili to vprašanje in spet ni vam treba iskati odgovora, lepota teh vprašanj je vseh, da vam ni treba iskati odgovora, ampak sam si zastavite to vprašanje in s tem vprašanjem si priznate, da se zavedate, in če je to nekaj, česar se zgolj zavedate, če to sploh ni vaše, bo ta zadeva izginila, bo šla stran. Tako da, ja, kaj še? Mogoče eno stvar, sicer bom to na kakem drugem liveu mogoče naslovila kdaj, ampak tudi še eno vprašanje, koliko vaše telesa, tisti, ki imate, pač ki zdravite, ali imate telo, ki je zdravilec, ali imate bitje, ki zdravi, ali pa sta oba skupaj zdravilca, koliko od vas, tudi vse to, kar se v vašem telesu zdaj dogaja, je dejansko zdravite telesa ljudi, ki so se cepili. In to, kar se z njihovimi telesi dogaja. Jaz sem dobesedno, ja, to sem že, mislim, da sem naslovila, to sem že tudi omenila v enem liveu, mislim, da poleti, če se ne motim, ampak ja, to je še kar pravzaprav, pač jaz imam telo, ki je zdravilc, mislim, res nek fantastičen, potenten zdravilec in je to res, imam teh stvari in ko si dejansko priznam, ok, zdravim ljudi, ki so se cepili, oziroma pač zaznavam to, kar se z njihovimi telesi dogaja, gre od večina tega pol stran, a ne. In pol tudi seveda telesu rečem, da pač ne počne tega, če bitja niso voljna imeti te spremembe. In torej bitja s temi telesi, ki so se cepila, ne. Ker drugače telo zdravi, kar vse. A ne, jaz sem dejansko tudi prišla zdaj do zavedanja, vse to, kar se mi je dogajalo, sem se sprašala, koliko teles zdaj zdravim, koliko je to 10, več kot 10, več kot 100, več kot 1000, več kot 100 000 in na koncu sem prišla, da dejansko zdravim cel planet. Vse ljudi na planetu in verjemite mi, da mi ni bilo glih kul. Ampak to ima lahko tudi telo neke poglede in pa lahko spodem pokamo tudi poglede telesa, ki jih ima, pa se pol to spremeni. Tako da, pravite, da se me zelo slabo sliši. Simona pravi, probajte slušalkami, jaz sem si tako uredila. Okej, no, zdaj sem že 18 minut govorim, upam, da ste me slišali, vidim, da vas je nekaj tukaj. Bomo zrihtali to, no, da se bo drugič bolj slišali. Ne vem, če nimam slušalk, odmeva ful, če imam slušalke, se slab sliši, tako da
kaj bi bilo potrebno, da to nadkreiramo in da kako je lahko boljše kot to. Hvala vam za vašo pozornost, vašo prisotnost, vašo voljnost izbiranja nečesa drugačnega in ja, se vidimo, upam, da čim prej kaj v živo, da se tudi s tistimi, ki se še ne poznamo, da se tudi v živo spoznamo, drugač pa takole na kakem liveu. Lepo se imejte. Čau, čau!